Ob 6. zjutraj zbudiš se, prijaviš se na službo in dobiš zavrnitev še preden je kava pripravljena. Ne zavrnete človek, ampak algoritem, ki v nekaj sekundah odloči o tvoji prihodnosti. Popraviš svoj življenjepis, ponovno napišeš spremno pismo in znova ter znova klikneš pošlji. In znova, stotine prijav, stotine, bili smo navdušeni, ki jim sledi, žal. Sprva kriviš sebe, morda nisi dovolj dober, kaj pa, če sploh nisi ti problem? Kaj pa, če te sistem izloči, še preden kdo sploh vidi tvoje ime? Kaj ti dobiti svojo prvo službo ni samo težko, ta sistem je v osnovi pokvarjen. Jaz sem Josh in v današnji epizodi oddaje Infographics Show razlagamo, zakaj je začetniška služba mrtva. Milijoni ljudi odpirajo eno zavrnitev za drugo in spoznalajo kruto resnico. Ne gre za izobrazbo, ne gre za starost, želeno plačo, lokacijo ali kulturo. Namesto tega so postali žrtve paradoksa izkušenj. Podjetjem ni mar za šolo. Želijo si čas in želijo si 3 do 5 let izkušenj. Tu leži paradoks. Začetniška služba po definiciji ni srednja raven, to je klasična dilema brez izhoda. Želijo nekoga z izkušnjami za začetniško delo, vendar ti ne dajo priložnosti, da te izkušnje pridobiš. Kako naj bi torej dobil zaposlitev? To postaja običajno v zahodnem svetu. Trenutni podatki kažejo, da v ZDA približno 60% ponudb za začetniška delovna mesta v panogah, kot so IT, marketing ali finance, zahteva več let izkušenj, vendar niso pripravljeni nikogar usposabljati. Kot je nezadovoljni iskalec zaposlitve zapisal na Redditu, kaj se je zgodilo s postopnim uvajanjem v delo. Tako deluje ekonomska mobilnost. Brez tega bo na milijone mladih obtičalo na dnu korporativne lestvice brez možnosti napredovanja. Pred 20 leti je ekonomska mobilnost imela smisel, vendar je 20 let dolga doba in veliko se je spremenilo. Bolj kot kdajkoli prej, vodje zaposlovanja zdaj razmišljajo o tveganju, ko berejo vaše prijave. Ali še verjetneje, ko njihove sistemi umetne inteligence berejo vaše prijave. Ne razmišljajo o usposabljanju. Ocenjujejo, ali ste ustrezen kandidat in kako hitro lahko začnete prispevati k njihovemu dobičku. Iščejo pravo mero. Premladi, premalo izkušenj pomeni visoko tveganje. Prestar, preveč izkušenj in ste predragi, preveč obupani ali preveč trmasti. Kot je nekdo drug napisal na Redditu, dobesedno ne morete zmagati. Podjetja v idealnem primeru iščejo mlade, izkušene, a ne preveč izkušene delavce, ki jih lahko takoj vključijo v delo. Kot je povedal strokovnjak za zaposlovanje v intervjuju, morajo zaposleni zdaj takoj začeti delati. Z drugimi besedami, prva stopnička zaposlitvene lestve je bila odstranjena. Trenutno tli na grmadi napredka. In ni tako samo v ZDA. V Združenem kraljestvu je standoutcv.com pregledal skoraj 49.000 oglasov za 43 priljubljenih začetniških delovnih mest. 51,3% teh delovnih mest je zahtevalo izkušnje, v povprečju 2,7 leta. Kako je to sploh mogoče, če šele začenjaš? Ena od redkih rešitev so pripravništva. Danes se študenti včasih znajdejo na pripravništvu več mesecev, celo leto ali več. Včasih prevzamejo 2 ali celo 3 različne pozicije. Po podatkih revije Forbes so pri napovedovanju, kako se bo nekdo odrezal na začetniški službi, izobrazba, priporočila in razgovori veliko manj zanesljivi kot uspešnost na pripravništvu. V članku je pisalo, da so kadrovniki, citiram, obupani, da bi se izognili levom v CV-ju, ki se na delu izkažejo za mucke. Ampak kdo si sploh lahko privošči delati zastonj? Nimajo vsi te varnostne mreže. Kljub temu si brez pripravništva obtičal. V 80-ih letih je le 3% Američanov opravljalo pripravništva. Danes jih je skoraj 50%. In če opraviš pripravništvo, imaš verjetno več možnosti za zaposlitev. Ali pa je vsaj tako bila včasih. Kaj pa preostalih 50%? Kam pa spadajo? Zato kritiki menijo, da so pripravništva neetična in nepravična. Privilegirani študenti z več sredstvi imajo pri iskanju zaposlitve precej boljše možnosti, pa pri tem ne gre vedno za inteligenco, sposobnosti ali predanost. Če vam je všeč ta razlaga, zakaj je dobiti svojo prvo službo skoraj nemogoče, ne pozabite všečkati, deliti in se naročiti. To sicer ne bo rešilo problema, ampak pomaga kanalu. Tako so nekateri mladi zdaj izključeni iz korporativnih karier, saj je najnižja stopnička odstranjena, prakse pa so ena redkih možnosti za začetek kariere. A dejstvo je, da tudi s prakso danes ni nobenega zagotovila, da boste dobili službo, saj vstopna delovna mesta hitro izginjajo. Za diplomante v ZDA, stare od 22 do 27 let, je stopnja brezposelnosti zdaj 5,7%, kar je precej nad splošno stopnjo 4,4%. In 40% teh diplomantov, ki so zaposleni, opravlja delo, za katero sploh ni potrebna univerzitetna diploma. Trenutno ni najboljša ideja, da si želite pisarniške službe, a bo še slabše.
Resnica je, da veliko podjetij trenutno ukinja večino svojih začetnih delovnih mest. Del problema je zunanje izvajanje storitev. Kakšen je smisel zaposlovanja začetnika v ameriškem IT-ju za 36.000 do 66.000 dolarjev na leto, če lahko isto delo oddate nekomu v Indiji ali Vietnamu, nekomu izkušenemu, ki lahko takoj začne delati? Kaj bi storil, če bi imel podjetje? Leta 2024 je revija Forbes, ko je pisala o outsourcingu v ZDA, navedla, da 37% malih podjetij odda vsaj en IT proces zunanjim izvajalcem. To ne bo izginilo. Do leta 2029 naj bi globalno zunanje izvajanje IT storitev zraslo za 812,7 milijarde dolarjev. V istem članku je bilo zapisano, da trenutno 66% ameriških podjetij odda vsaj en oddelek zunanjim izvajalcem. To pomeni, da je vsako leto zunanjim izvajalcem oddanih približno 300.000 ameriških delovnih mest. Če tuji delavec dobro govori angleško in ima nekaj osnovne programske opreme, je pripravljen na delo. Usposobljeni, izkušeni, delavni, nezahtevni pomagajo doseči 24-urno produktivnost. To je simbiotična popolnost. Najamejo jih prek posrednika. Običajno jih celo ameriška delovna zakonodaja ne pokriva, zaposleni so po lokalnih pravilih ponudnika. Toda za mlade Američane, ki želijo vstopiti na trg dela, pomeni zunanje izvajanje več konkurence. Globalizacija morda koristi lastnikom in vlagateljem, vendar ne vedno navadnemu delavcu. Seveda, kot potrošnik lahko zaradi tega prejmete blago in storitve po nižji ceni, vendar to za mnoge ni dober kompromis. Kljub temu pa je lahko za manjša podjetja zunanje izvajanje vprašanje preživetja. Potrebujete spletno stran, logotip, nekaj montaže videoposnetkov ali digitalni marketing in globalni nabor freelancerjev vam je lahko zelo v prid. Zunanje izvajanje lahko podjetjem pomaga, da zaženejo svoje poslovanje in ga bolje zaženejo, kot če sploh ne bi začeli, saj se lahko razširijo in zaposlijo več ljudi. Toda ali morajo velika tehnološka podjetja res toliko zunanje izvajati? Ista velika tehnološka podjetja, ki so nedavno izdajala ukaze za vrnitev v pisarno oziroma RTO ogorčenim ameriškim zaposlenim. Približno 46% korporativnih zaposlenih, ki so prejeli te ukaze, je povedalo, da bodo dali odpoved. Vendar se je izkazano, da je v anketah 53% podjetja priznalo, da so na skrivaj upali, da bo veliko njihovih zaposlenih odšlo. Temu pravimo tiho odpuščanje. Zakaj? No, niso jih potrebovali, vendar niso želeli skozi vse težave, ki jih prinaša odpuščanje. Kljub temu je po podatkih Gallupa iz leta 2023 vsaj 50% ameriške delovne sile prakticiralo tiho odpoved, kar pomeni, da so opravljali le minimum, saj so vedeli, da bodo odpuščeni. V Združenem kraljestvu je Gallup poročal, da 90% zaposlenih ni bilo vključenih v svoje delo in so bili na poti do tihe odpovedi. Toda zdaj veliko teh delovnih mest sploh ne obstaja več. Želeli so odnehati v času obilja, a tisti dnevi so mimo. Zdaj imajo podjetja vse v svojih rokah. Lahko zunanje izvajajo vaše delo ali pa zaposlijo nekoga, ki je pripravljen delati 24-urne izmene, nikoli ne vzame prostega dne in zelo redko naredi napako. Umetna inteligenca je novi zlati otrok v pisarni. To je glavni razlog, da toliko začetniških delovnih mest izginja ali bo izginilo, ne pa zunanje izvajanje. Leta 2024 so 804 vodjem zaposlovanja v korporativnih podjetjih zastavili nekaj vprašanj o umetni inteligenci. 78% jih je povedalo, da njihovo podjetje zaradi tega pričakuje zmanjšanje zaposlovanja nedavnih diplomantov. Nekateri so dejali, da bodo zmanjšanja majhna, morda le okoli 3 do 10% zaposlenih. Drugi so napovedovali pravo katastrofo. Več kot desetina jih je dejala, da bi lahko zmanjšanja dosegla 15 do 30%. Nekateri so povedali, da bi lahko zmanjšanja dosegla celo 30 do 60%. Kako bi potem izgledala pisarna? Nekateri izmed teh vodij so celo dejali, da pričakujejo, da bodo izgubili 70% svojega osebja. Imejte v mislih, da so to bile napovedi, vendar se odpuščanja že dogajajo, prihaja in postalo bo grdo. To je kruta resničnost. Če nimate močnih sposobnosti kritičnega razmišljanja in reševanja problemov, tekmujete s sistemi, ki lahko že zdaj opravljajo vedno več začetniškega dela. Dobra novica je, da je le 7% podjetij povedalo, da ponujajo manj delovnih mest kot v preteklosti. To je bilo večinoma zaradi umetne inteligence, pa tudi iz finančnih razlogov ali zaradi pomankanja zaupanja v mlade diplomante. Podjetja zdaj pričakujejo veliko več od svojih mladih delavcev. Prakse postajajo stvar preteklosti. 7 od 10 podjetij je povedalo, da lahko umetna inteligenca opravi delo pripravnika, zato se z njimi sploh ne ukvarjajo več. Kot veste, so bile prakse nekoč eden od načinov, kako se povzpeti po korporativni lestvici. Svetovni gospodarski forum je marca 2026 sporočil, da se je v zadnjih 18 mesecih število začetnih delovnih mest v ZDA zmanjšalo za osupljivih 35%, kar je bilo večinoma posledica umetne inteligence.
Poceni, zanesljiva in poslušna umetna inteligenca. In če ima direktor podjetja Anthropic Dario Amadej prav, bo v naslednjih nekaj letih izginilo 50% začetnih pisarniških delovnih mest. Opozorili je, da bo to povzročilo izrinjanje delavcev s trga dela in koncentracijo gospodarske moči. Meni, da bi morale podjetja prerazporediti zaposlene, da bi se izognila odpuščanjem. Prijeten odnos med ljudmi in umetno inteligenco na delovnem mestu je videti precej bolj kot to, da ljudem rečejo, naj spraznijo svoje mize. Britanski inštitut za standarde je leta 2025 opravil anketo med 850 direktorji podjetij v Avstraliji, na Kitajskem, v Franciji, Nemčiji, na Japonskem, v Združenem kraljestvu in ZDA. 41% jih je povedalo, da so že zamenjali zaposlene z umetno inteligenco. 43% jih je povedalo, da načrtujejo, da bodo v prihodnjem letu odpustili še več ljudi. Navsezadnje gre vse za produktivnost in učinkovitost. Dolgoročne posledice množičnega izgubljanja delovnih mest očitno ne skrbijo podjetij, ki ta delovna mesta ukinjajo. Vzemimo Amazon, enega največjih delodajalcev na svetu s približno 350 tisoč zaposlenimi v korporaciji in skupno 1,5 milijona zaposlenih po vsem svetu. New York Times je poročal, da Amazon samo v ZDA zaposluje približno 1,200,000 ljudi, vendar namerava veliko teh delovnih mest nadomestiti. New York Times je leta 2025 poročal, da je pridobil interne dokumente, ki pravijo, da podjetje načrtuje ukinitev ali izogibanje zaposlovanju za približno 600,000 delovnih mest do leta 2033. Razlog za to je umetna inteligenca. Približno 75% Amazonovih operacij bo avtomatiziranih. To se je že začelo v pisarnah. Lani je podjetje odpustilo 30,000 pisarniških delavcev. To je sledilo odpuščanju 27,000 korporativnih zaposlenih leta 2023. Do leta 2027 bodo Amazonove avtomatizacijske tehnologije pomenile, da 160,000 zaposlenih v vseh vrstah vlog ne bodo zaposlili. Ocenjujejo, da bodo prihranili približno 12 milijard 600 milijonov dolarjev. Toda to pomeni, da bo na račun napredka izgubljenih na 10,000 ali celo več 100,000 delovnih mest. In ne pozabimo na Marka Zuckerberga, človeka, ki je vedno želel povezovati ljudi z njihovimi bližnjimi. Leta 2025 je odpustil 5% svojega osebja. Do aprila 2026 je odpustil še več 100 zaposlenih, saj je njegovo podjetje poskušalo nadoknaditi izgube, potem ko so napačno domnevali, da bodo ljudje želeli ves svoj čas preživeti v metavesolju. To je bila velika stava, ki je podjetje Meta od leta 2021 stala približno 80 milijard dolarjev. Podjetje se je zdaj usmerilo v vlaganje v umetno inteligenco in odpuščanje zaposlenih. Po poročanju Reutersa bi lahko Zux skupaj odpustil 20% vseh zaposlenih v Meti. Prav tako vlaga 135 milijard dolarjev v umetno inteligenco, s poudarkom na superinteligenci, torej takšni umetni inteligenci, ki bo odvzela še več začetniških delovnih mest. Prihaja apokalipsa delovnih mest, pa če vam je to všeč ali ne. Jack Dorsey to ve, saj je nedavno delničarjem povedal, da namerava odpustiti 4,000 od svojih 10,000 zaposlenih. Rekel je, da bodo to storili vsi v tehnološki industriji in da želi biti pred drugimi. Ima prav, v neusmiljenem poslovnem svetu, če zaostaneš, propadeš. Tako imenovane svetovalne družbe, velike četverice, Deloitte, EY, PricewaterhouseCoopers in KPMG so se prav tako pridružile AI trendu. Skupaj so za leto 2025 objavili 44% manj delovnih mest za diplomante kot leta 2023. Samo PwC načrtuje, da bo do leta 2028 v ZDA zmanjšal zaposlovanje na začetni ravni za skoraj tretjino. Podjetje je leta 2024 odpustilo 5,600 zaposlenih, sledila bodo še dodatna odpuščanja. Vse se je zgodilo tako hitro. V starih časih, leta 2021, je PwC napovedal, da namerava v naslednjih 5 letih zaposliti 100,000 novih delavcev. Zgodilo se je skoraj ravno nasprotno. To kaže, kako zelo so se stvari spremenile v tako kratkem času. Z zunanjim izvajanjem storitev in vse večjo uporabo umetne inteligence postajajo začetniška delovna mesta skorajda zastarela. Tistih nekaj ljudi, ki jih bodo zaposlili, bo moralo pokazati svoje najboljše sposobnosti, medtem ko mladim nenehno govorijo, da niso pripravljeni na korporativni svet. Toda katera delovna mesta bodo prva izginila? Nedavne ocene kažejo, da bo do leta 2029 kar 80% vsega dela v klicnih centrih za običajne poizvedbe strank avtomatiziranih s klepetalnimi roboti. Vsa delovna mesta, ki so jih v zadnjih 20 letih iz Zahoda preselili v Azijo, tam sploh ne bodo več obstajala. Če pa bodo obstajala, jih bo zelo malo, saj bodo klicni centri sprejeli hibridni model, kjer človek posreduje le, ko je to potrebno. Kdo bo še naslednji na udaru umetne inteligence? Pisarniška in administrativna dela bodo izginila. Umetna inteligenca in robotska avtomatizacija procesov, RPA, že zdaj upravljata račune, plačilne liste in osnovno knjigovodstvo.
Ljudje bodo nudili nadzor, vendar bodo morda delali kot strokovnjaki za preverjanje rezultatov umetne inteligence. Vendar je zelo malo verjetno ali skoraj nemogoče, da bi bilo toliko nadzornikov, kot je bilo zaposlenih. Nekateri strokovnjaki trenutno pravijo, da se bodo delovna mesta zgolj preoblikovala. Na primer, pravni asistenti bodo postali veliko boljši, ko bodo imeli robotskega pomočnika. To je argument o dopolnjevanju, ki pravi, da ne bomo zamenjani, ampak bomo dobili supermoči. Težava s tem argumentom je, da temelji na precej ugibanjih. Član gospodarskega svetovalnega sveta podjetja Anthropic je v intervjuju za The Atlantic povedal, da niti tehnološki voditelji ne vedo, kaj se bo zgodilo. Nekako je rekel, da improvizirajo. V istem članku so zapisali, da bi isti generalni direktor leta 2025 odkrito govoril o vplivu umetne inteligence na trg dela, zdaj pa so nenadoma sumljivo tiho. Realisti pravijo, da podjetja počnejo tisto, kar je dobro za njihov prihodek in delničarje. Kaj se zgodi s prebivalstvom, je drugotnega pomena. Seveda so politiki morda poskušali uvesti politike za omejitev uničenja, vendar trenutno še vedno ni nobenih informacij o tem, kako bi te politike lahko izgledale. Eno stvar pa vemo, začetna delovna mesta so že prva, ki izginjajo. Ne glede na to, ali gre za inženiring, osnovno programiranje, vnos podatkov, razporejanje, osnovno arhitekturo, SEO trženje ali pisanje osnovnih blogov, bo to opravila računalniška naprava. Rutinska, na pravilih temelječa, digitalna, nizkotvegana dela. Ta delovna mesta lahko že štejete za izgubljena. Za preživetje ne boste potrebovali le impresivnih kognitivnih sposobnosti in izvirnosti, temveč tudi pismenost na področju umetne inteligence. Eno brez drugega v tej novi, zahtevni realnosti ne bo delovalo. A to še vedno ne spremeni dejstva, da ne morete stopiti na prvo prečko lestvice. In trenutno je še slabše, ker se generacija Z mora boriti z vsemi milenici, ki so pred kratkim izgubili službo. Tudi oni se potegujejo za začetna delovna mesta. V letih pandemije se je spletna trgovina razširila, pretakanje vsebin je naraslo, orodja za delo na daljavo so napredovala. Skratka, digitalni svet je eksplodiral, ko smo se vsi prilagodili na novo normalnost. To je bilo obdobje velike ponastavitve, kjer naj bi izkoristili inovacije četrte industrijske revolucije. Težava je v tem, da prihodnost, kot so si jo predstavljali, ni prišla. Ko je metaverzum propadel, se je rast upočasnila in obrestne mere so narasle. Nenadoma so velike družbe začele pripravljati odpuščanja. Rast se je spremenila v učinkovitost, krčenje, opravičila in izgovore. To je milenice pustilo na cedilu. Generacija Z je odraščala sredi tega viharja korporativnega kaosa, medtem ko so milenicem povedali, da so odveč. Zato ne bi smelo biti presenečenje, da zdaj 43% delavcev generacije Z sodeluje v ekonomiji priložnostnih del. To je groba ocena, podobno je tudi pri milenicih. Glede na vir zdaj, bodi si 38% ali 45%, celo do 78% milenicev zasluži dohodek s priložnostnimi deli. Nekateri to počnejo, da dopolnijo svoj dohodek. Nekateri imajo radi prilagodljivost, vendar za mnoge to ni stvar izbire. Leta 2024 je LA Times poročal, da je 38% vseh Američanov delalo v priložnostnem gospodarstvu, kar je prispevalo 1,27 bilijona dolarjev k gospodarstvu. Ta članek je nakazal, da ima vlada odgovornost, da takšno delo naredi bolj trajnostno, ker trenutno ni tako. Za priložnostne delavce je zelo malo zaščite. Tako imenovano prekarno delo postaja norma. Pravijo nam, da je več ljudi izpostavljenih izkoriščanju. Tako imenovana kultura garanja običajno ne prinaša socialnih varovalk. Delavci se lahko znajdejo. V 12-urnih izmenah opravljajo več služb, samo zato, da preživijo. To je eden od razlogov, zakaj jih toliko odhaja v tujino. Mladi, celo ljudje srednjih let, pravijo, da če že morajo garati, bodo garali tam, kjer jim to najbolj ustreza. Po napovedih za digitalne nomade naj bi leta 2025 kar 39% pripadnikov generacije Z in milenicev izjavilo, da bodo v naslednjem letu delali v tujini. Kot je zapisal pisec na to temo, generacija Z hitro postaja najbolj mednarodno mobilna generacija v zgodovini. Ena od držav, ki jih je to najbolj prizadelo, je Združeno kraljestvo, država, kjer mediji govorijo o eksodusu. BBC je leta 2025 navajala Urad za nacionalno statistiko ali ONS, ko je poročala, da se je od začetka leta do junija v tujino preselilo 195.000 ljudi mlajših od 35 let. V drugi raziskavi je 75% mladih Britancev povedalo, da bi razmislili o odhodu. Podatki iz ZDA kažejo, da se številke povečujejo tudi tam. Po članku v Quartzu, ki navaja nedavne podatke, je novi ameriški sen zapustiti Ameriko. Nedavna raziskava je pokazala, da 17% Američanov načrtuje odhod, še 5% pa jih je že na poti, vsi pa iščejo boljšo kakovost življenja.
Anketa je razkrila, da je Anglija ena izmed vodilnih izbir in zdi se, da bi jih Anglija lahko potrebovala. Kanada, Italija in Avstralija so bile prav tako priljubljene. Vietnam, Tajska, Indonezija, Mehika, Španija in Portugalska so prav tako priljubljena zbirališča za digitalne podjetnike. Tako množičen odhod mladih lahko povzroči beg možganov. Vladam to morda ne bo všeč in lahko začnejo pritiskati na druge države ali poudarjati nevarnosti in pasti življenja v tujini. Toda to so posledice globalizacije. Tako je videti pehanje za preživetje, ko je redna zaposlitev v velikih podjetjih redka. Ljudje bodo šli tja, kjer jim je najboljše pogoje za življenje. A kot pravi pregovor, je trava lahko videti veliko bolj zelena drugje. Življenje brez varnostnih mrež in v stalni negotovosti ni za vsakogar. Kljub temu zahodne države, še posebej ZDA in Združeno kraljestvo, še vedno izgubljajo mlade ljudi in to se bo še precej poslabšalo. Poročilo je navedlo, da je bilo leta 2023 približno 35 milijonov digitalnih nomadov, od tega naj bi jih bilo kar 18 milijonov 100 tisoč iz ZDA. Do leta 2030 pa naj bi jih bilo že 60 milijonov. Če bi imela podjetja proste roke, bi zaposlila čim manj ljudi. Končni cilj je milijardno podjetje z upravnim odborom, nekaj direktorji in ogromno strežniško farmo agentov umetne inteligence. Največja produktivnost, minimalni stroški, to je prihodnost. Ne potrebujejo vas in vas nočejo. Če podjetja ne potrebujejo več ljudi, kam so potem izginila vsa delovna mesta? No, točno to bomo razložili v videu, zakaj v ZDA zmanjkuje delovnih mest. Ali pa kliknite na ta video.